Najprej dobrodošli v poslovalnici Sberbank. Hvala vsem za udeležbo. Smo v času, ko je odbojkanje mivke zagotovo eden bolj priljubljenih športov in hkrati je to tudi priložnost, da gostimo v Sberbank v teh toplih temperaturah naslednje goste. Jasmin Čutorič, selektor reprezentanci odbojke na mivki, gospod Gregor Humarca, generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije in pa seveda Ned Zemljak ter Jan Pokeršnik, predstavniki ekipe Zemljak Pokeršnik, ki sta trenutno pozicionirana na 60. mestu na lestvici FIVB. Tam nekje. Tam nekje. V ponedeljek je bilo objavljeno, da sem preveril. Ja, še nisem ta teden pogledal. Jaz bi predlagal, da kar začnemo. Jasmin, vi ste organizator mednarodnega turnirja srednjeevropskega prvenstva v odbojki na mivki, Mevza. Hkrati ste tukaj tudi v bistvu poznano ime v svetu odbojke na mivki. Eden prvih vidnejših igralcev skupaj z Samom Milavcem. Hkrati, kot sem prej navedel, tudi selektor reprezentanc v odbojki na mivki. Danes že videvamo, da se določeni igralci usmerjajo zgolj v odbojko na mivki. Ali vidite koga, ki bi sledil ekipi Zemljak Pokeršnik, da tako rečemo? Najprej lep pozdrav vsem. Ja, tako kot si rekel, slediti njim je težko, ker bom rekel tako, je to neka dokaj privat zgodba, ne? Sedaj pa se skupaj z Odbojkarsko zvezo Slovenije dogovarjamo, da bi nekako naredili to kot reprezentančni program, ker mislim, da Olimpijske igre 2020 so realen cilj za naše igralce in igralke. Ogromno je mladih, ki se, glede na to, da se število igrišč res veča, postavlja se tudi dvorana tukaj v Ljubljani. Ideje za postavljanje dvoran so še drugje, tako da je res ogromno zanimanje za ta šport in mislim, da je pravi trenutek, da gremo v to smer reprezentančnega programa in da probamo podpreti vse te mlade fante in punce, ki trkajo na vrata in moram reči, da jih je res dosti. Tako da mislim, da bo kar veliko število otrok, ki bo sledilo takim ekipam, kot sta ona dva. In glede na to, da sta se zdaj uvrstila tudi na Evropsko prvenstvo, je to še en dodaten plus za vse skupaj. Hvala lepa. Zdaj, če kar nadaljujemo, gospod Humarca, v bistvu razvoj je že športa v odbojki na mivki, je že gospod Čutorič malo napovedal. Nova dvorana, kar nekaj novih igrišč, ogromno novih igralcev. Kako pa to vidite v sklopu Odbojkarske zveze Slovenije, tudi v smislu malo že napovedi specializacije, kako bi to pokomentiral? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Dejstvo je, da je letos nekako tudi za to odbojko na mivki neko prelomno leto. Vsi vidimo, da ta šport v Sloveniji se izredno hitro, bom rekel, razvija. Veliko je mladih igralcev in mislim, da smo s to dvorano prvo v Sloveniji in pa upam, da jih bodo sledile še kakšne, dobili priložnost, da se ta šport postavi še višje. Poznamo določene centre, recimo že na Primorskem, kjer tudi Jasmin odlično dela z nekaterimi igralci. Prepričan sem, da bo zdaj tudi postala Ljubljana in še kdo, da bodo seveda na ta način največ imeli igralci. Zveza pa seveda bo poskušala po svojih močeh suportirati vse to. Že zdaj smo v okviru budžetov pač na vsa praktično evropska prvenstva mlajših poslali naše kandidate, kjer so dosegali tudi že izredno dobre rezultate. Seveda se nadejam, da mu temu tako tudi v bodoče.
Je pa seveda na odbojkarski zvezi v prihodnje leto nekak naloga, da se poskušamo oziroma je kar nuja, da se reorganiziramo in pa da tudi z nekimi kadrovskimi spremembami ali pa dopolnitvami, bom rekel, na odbojkarski zvezi suportiramo vso to zgodbo. Mislim, da je tak lep razvoj, sledi vsemu temu, kar se dogaja. Zdaj pa k našim osrednjemu gostoma. Jan, bliža se vajen prvi nastop na Evropskem prvenstvu in tudi prvi nastop slovenskih fantov na članskem Evropskem prvenstvu. Sta v skupini z Italijani, Poljaki in Norvežani. Kako ocenjujete svoje nasprotnike v skupini B, glede na to, da sta tam tudi aktualna evropska prvaka in olimpijska podprvaka Italijana? Ja, res je. Na Evropskem prvenstvu dejansko ne bo nekih lahkih nasprotnikov. Mislim, da tukaj se je težko izbrati ekipe, katere bi si želela v skupini. Seveda bo iskala priložnosti pri vseh treh parih, ampak ko si že sam dejal, res evropska prvaka in olimpijska podprvaka bo ta težek zalogaj za naju. Ampak najverjetneje bo za njima igrala tudi na koncu oziroma zadnjo tekmo v skupini, ker mogoče celo iztržila več, kot bi lahko prvo tekmo. Ampak ne smemo pozabiti, da tukaj imamo tudi dva odlična Poljaka, ki sta bila trenutno 17. na svetovnem prvenstvu in tudi 5. pri tem na turnirju svetovne lige, tako da imata kar nekaj odličnih rezultatov. In še tukaj mlada Norvežana, s katerimi imajo bolj slabe kot pa dobre izkušnje, kajti so, bi rekel, nista v klasični dvojici in so proti njima večkrat izgubila kot dobila tekmo. Seveda ne igra tja za belo zastavo in vsaka tekma je za naju dobra priložnost in da pokaže svojo dobro. Vsekakor vam želimo res dobro igro in pa borben nastop. Nec, nobena skrivnost ni več, da imate pred seboj še en malo bolj dolgoročen cilj, projekt, ki ga imenujemo kar projekt 2020. A lahko kaj več poveš o temu projektu, predstaviš tim, ki vam bo pomagal do razrešitve tega načrta? Ja, z veseljem. No, pač najina ideja je bila, da si moramo zastaviti tudi, bomo rekel, malo dolgoročnejši cilj. Zdaj, mogoče kdo misli, da je to nemogoče, mi dva pa misliva, da je vseeno realno in dosegljivo. Je pa seveda ambiciozno in ni kar tako na dosego roke, da bo treba kar pošteno delati za to. In zelo si pač temu primerno si poskušava tudi organizirati sebe in pa okolje okrog naju. Tako da smo tudi vesela, da se potem dogajajo te, bomo rekli, sodelovanja z sponzorji, z trenerji, z sodelavci, z Odbojkarsko zvezo Slovenije, z vsemi. Tako da zato me tudi veseli, da smo lahko danes tukaj, bomo rekli, v prostorih najinega sponzorja, ki naj pač podpira. Podobno tudi lahko rečem, da smo vesela, da imamo sedaj v Ljubljani prvo dvorano, ki bo predstavljala tudi najin trening center v prihodnje. In upava, da bomo pač imeli tudi priložnosti za sodelovanje še s kom, ker pač, kot sem rekel, projekt je ambiciozno nastavljen in zato bo tudi potrebna vsa možna podpora. Zdaj pač pogovarjamo se sicer o projektu 2020, je pa v tem tudi še seveda nekaj vmesnih ciljev. Eden od teh je bilo Evropsko prvenstvo, eden od teh naslednjih bo pač redno uvrščanje na svetovno ligo oziroma na turnirje svetovne serije, potem tudi svetovno prvenstvo in potem je pač bila tista krona tega cikla, ga poda potem seveda olimpijske igre. Leta 2020? Ja, Tokio. Tako. Vsekakor ambiciozen, dober cilj. Omenil si, da pri tem so pomembni sponzorji, kako pomembna je vloga sponzorjev, tudi s tem, ko se je ta disciplina uvrstila na ta največji športni dogodek. Ja, definitivno mislim, da gre za šport, ki je postal že kar nekaj časa profesionaliziran in tisti, pač, bom rekel, ekipe, ki nimajo podpore sponzorja oziroma okolja, se morajo potem v bistvu ubadati z marsikaterimi drugimi logističnimi problemi in bomo rekli tudi eksistentialističnimi, tako da pač seveda so tu zelo pomembni sponzorji in podporniki, ker že v bistvu s tem potem tudi se lahko osredotočiš bolj na trening in je lažje napredovati, sestaviš si lahko ekipo, ki ti pomaga pri treningih, tako da pač teh, bom rekel, benefitov za nas je ogromno in upam, da bomo lahko še v prihodnje tako uspešno sodelovali, pa tudi mogoče, da se še kdo pridruži temu sodelovanju.
Omenil si ekipo, lahko predstaviš, kdo deluje z vama, celotna ekipa, strokovno vodstvo? Ja, to bo zdaj mogoče malo tako, midva sva, bom rekel, vseeno začela zastavljati to ekipo, tako da pač zdaj sam, dobro, naja dva kot igralce poznate, potem Tine Sattler nam je pomagal kot trener, ampak tudi zato pač, ker ne zmore to vedno vse ena sama oseba, imamo potem tukaj še več ljudi, ki večkrat pomaga, tako nam recimo večkrat smo preživeli nekaj časa na obali, ker je tudi Jasmin pomagal s treningi, zdaj tukaj v Ljubljani nam recimo pomaga tudi Simon Krakar, potem se poskušava povezovati tudi z ljudmi, ki nam pomagajo malo okrog, bom rekel, marketinga, logistike, tudi bom rekel Ludus in Ljubljana pomagata ogromno, tako da pač, bom rekel, to nastaja nek, bom rekel, skupni projekt, nismo več samo mi dva, ampak imamo odzadaj celotno ekipo, sodelujeva tudi, bom rekel, z trenerji za fizično pripravo, tako da pač več časa, ko bomo preživeli v tem, bolj se bomo profesionalizirali in to je pač to tisto, kar je nujno potrebno tudi za naju, da se lahko potem dejansko osredotočimo na treninge in na regeneracijo in pa potem na čim boljše nastope. Jan Nejc je omenil kar nekaj projektov, ki se jih boste udeleževala, se pravi na poti do tega krovnega, glavnega napredka oziroma udeležbe na seveda največjem dogodku športnem, kje lahko še sprejemamo vajin napredek, kje lahko kaj zvemo več o vaju, kaj se dogaja, ko potujete, spremljamo vaše treninge? Največ so aktivno na najnem socialnem omrežju na Facebooku, pod najni skupini Beach Volleyball Team Poprečnik Zemljak. V bistvu tja največ objavljala stvari. To nama čas dopušča, tako bom rekel. Veliko časa nama pomaga moja punca Sara z vsem PR-om in z vsem objavljanjem stvari, ker pač, ko pride turnir, je zelo malo časa za to, ker je še ogromno ostalih stvari, tako da pač se trudiva vsako leto nekako nagrajujejo in mislim, da bo tudi počasi čas, da se še preselimo na druga socialna omrežja. Vsekakor obilo uspeha pri tem, verjetno še pri kakšni dodatni pomoči pri ekipi, glede na to, da raste. S tem bi tudi ta formalni del zaključili, ima morda še kdo kako vprašanje? Jaz bi Jana vprašal, a bo kaj dvorana trpela, ali se misliš čist na mivko? Sem pričakoval to vprašanje, vreda se. Ja, seveda, vsako leto je večja želja. Nekako sem dejal, da pač še eno sezono bom še poskušal v dvorani oziroma nekako skombinirati. S klubom sem se uspešno dogovoril, da začnem z dvorano kasneje. Vse nekoliko fizična priprava ne bo trpela, kajti tudi z Necem ogromno trenira. Ampak mislim, da v prihodnje se bo potrebno pač, kot smo že prej dejali, osredotočiti samo na odbojko na mivki, če bo želela kaj več. To se pravi letos normalno? Letos bo šla še normalno, ker tudi ni nekih turnirjev, da bi jih veliko zamudila v tem času, ko je dvoranska odbojka, ampak tudi ko se bo ekipa okrog naju povečala in bo lahko tudi sama se nekako sfokusirala samo na odbojko na mivki, samo na igranje in mogoče malo manj na ostale stvari. Še kako vprašanje? Seveda bojo gosti na voljo tudi za kakšen individualni razgovor, tako da jaz bi se sem lepo zahvalil in zaključil današnjo konferenco. Vama pa seveda obilo sreče na prihodnem prvenstvu in da prijete čim više, če ne najviše. Hvala lepa. Hvala. Mogoče, glede na to, da smo Ljubljani že tiste transparente, kjer pripravljamo, da se ne bi pošiljalo potem po pošti. Dva imam v avto, ampak slučajno, ker sem glih